Razstava v Bežigrajski galeriji letošnjega leta z naslovom Svetlobe je nekako tematska razstava, ki je nekako vsebinsko in konceptualno zaokrožena. Gre za zadnja dela, v glavnem zadnjih 2 let, kakšne so malo tudi starejše. In sicer gre iz tehničnega stališča, tehnično-materialnega stališča za večja platna, na katerih je najprej kot osnova položena temna, črna ali modra barva in potem polagam na ta posušena platna razne predmete, ki jih zbiram po principu, če so zanimivih oblik in predvidevam, da bi lahko iz njih nastala neka zanimiva matrica, za to, da s pomočjo akrilnih razpršil, sprejev, potem pršim, špricam na te predmete, ki so položeni na platno in s tem, ko jih odmaknem, dobim neko igro svetlobe in sence, tonskih vrednosti, ki ustvarjajo neke asociativne oblike, ki bi lahko rekli, da so, kot da bi bili osvetljeni za svetlobo. Ta brizg spreja oziroma razpršila deluje kot neka osvetlitev in potem se odtisne silhueta tega predmeta na različne načine, glede na to, kako iz katerega zornega kota oziroma iz katere višine ta barva pade na to obliko. Iščem potem likovno take oblike, ki se mi zdijo zanimive, ki me asociativno zapeljejo v neko fantaziranje o določeni obliki, ki ni popolnoma figuralna, gre pravzaprav za abstraktne oblike, ampak vendarle s to igro svetlobe, sence in tonskih vrednosti nastajajo prostorske oblike, torej gre za neko iluzionistično podobo ali pa podobe, ki asocirajo potem na nek prostor. Ker gre za temno podlago in svetle lise, nas asocira na neke kozmične vesoljske podobe, ampak seveda je to vse nekako na zemlji in v barvi in v materialu pravzaprav fiktivno. Potem poskušam graditi neke celovite kompozicije. Pomembno je gibanje. Mislim, da izhaja ta princip, ali pa vsaj asociativno izhajajo te podobe iz izkušnje, ki sem jo imel z animiranim filmom. Namreč s kolegom Zvonkom Čohom sva večkrat razstavljala dela iz animiranih filmov, tako da sva jih lepila na večje površine v obliki pravokotnikov ali kvadratov na stene, zaporedno sličice za sličico, in ta celota je tvorila neko celovito strukturo, nek raster, nek vzorec, kjer se je ena oblika ponavljala, ampak vendarle spreminjala zlagoma. In na tak podoben način je pravzaprav tudi nekaj del na tej razstavi, kjer je neka urejenost in geometrijska simetrija, pravzaprav kompozicijska realnost oziroma izhodišče. Spet pri drugih slikah je pa neka kaotična kompozicijska razporeditev, ki seveda izhaja iz samega slučaja, ki pa potem preraste v neko premišljeno sestavljanje in neko končno podobo, ki poskuša biti v ravnotežju med tem slučajem in pa načrtnim urejanjem slikovne površine. Sami razstavi so dodani realni predmeti, kot so kolo, likalnik, lestev, stol, star računalnik, ki v teh 3 ambientih, 3 prostorov te galerije, Bežigrajska galerija 2 v Ljubljani, predstavljajo nek antipod tem slikam, ki gradijo neko iluzionistično vesoljsko prostranstvo. In ti predmeti na en način ozemljujejo to imaginarnost slik na steni, obenem jih na en način humorno banalizirajo, ozemljijo,
in vzpostavljajo nek antipod kot nek človeški prostor, obenem pa se navezujejo s pomočjo asociativnih elementov z podobami na steni, kjer so podobne oblike, recimo krog, diagonala, nenazadnje so tudi konstrukcija, nenazadnje so tudi ti predmeti realni v prostoru sestavljeni iz podobnih strojnih elementov, ki so bili odtisnjeni s pomočjo razpršila oziroma barve na platno. Vse skupaj tvori neko celoto, nek amalgam, kjer pravzaprav na en način provokativno ti predmeti stojijo v prostoru, kar me spominja na obdobje realizma v slovenski literaturi iz 60. let, kjer so bili pač določeni avtorji, ki so v duhu evropskega romana na en način razvili nek svoj princip besedil oziroma načina, ki so ga zastavili Peter Handke, Michel Butoir in drugi, medtem ko so recimo Rudi Šeligo in drugi v bistvu neko slovensko verzijo tega realizma zgradili. Skratka, to stanje predmetov, stanje stvari je na en način provokacija, majhna provokacija. Marsikdo misli, da je to kolo v galeriji slučajno puščeno od, ne vem, direktorja galerije ali čuvaja galerije, ampak dejansko je v prostoru, kot sem že rekel, neko nasprotje slika. Načeloma so slike temačne, kar izhajajo pač iz nekega principa svetlobe, kjer je temno ozadje podlaga za neke svetle, opredmetene oblike. Svetloba kot princip je človeku imanentna oziroma pomembna. Svetloba konec koncev je vir življenja. Če gremo iz te asociativne logike, kaj naj bi to pomenilo, in to oziranje proti svetlobi je pravzaprav koncept, ki naj bi bil v tej razstavi s pomočjo tega naslova nekaj zapopaden. Mogoče najsvetlejša slika je barviti triptih z naslovom NGC Primavera, katalog novih galaksij, kjer se prižigajo različni barvni odtenki, sestavljeni iz pač nekih potez s čopičem različnih barvnih nians, kjer v nekem barvitem tonu poskuša ta triptih dvigniti neko temnost razstave v neko barvitost in na en način tudi kot edini objekt v tem smislu na tej razstavi neko žarčenje, ki odpira neko novo možnost pač za naprej.